Dobrodošli nazaj. Wall Street je odet v črno, ker je v petek umrl legendarni vlagatelj Jim Simons. Večina ameriških družb je imela v prvem četrtletju nadpričakovano dobre poslovne rezultate. Banka Slovenije sporoča, da je domače gospodarstvo odporno, čeprav je inflacija v Sloveniji višja od evropskega povprečja. Bančni sektor pa beleži zgodovinske rezultate. NLB bi lahko čez 5 let ustvarila milijardo evrov dobička. Na vrsti je finančni svet in v studio prihaja kolega Adi Omerovič. Adi, pozdravljen. Pozdravljena, Suzana. V petek je v 87. letu umrl legendarni vlagatelj Wall Streeta, kaj ne, tudi matematični genij. Tako, to je gospod Jim Simons. Pravzaprav je njegov uspeh, da je ustvaril rezultat v svoji karieri, ki je boljši, kot bi ustvaril recimo Warren Buffett ali pa George Soros ali pa Carl Icahn. Spoštovani, lep pozdrav. Nekdanji profesor matematike Jim Simons je leta 1988 ustanovil sklad Medallion. Sestavil je izjemen portfelj, ki je imel v dobrih 30 letih v povprečju vsako leto kar 40% čisti donos. Simons je bil tudi velik filantrop, ki je rad poudaril, da investitor ne sme slediti črednemu nagonu. The short talk is this. I did a lot of math, I made a lot of money, and I gave almost all of it away. That's the story of my life. Warren Buffett in legendarni Charlie Munger, ki je umrl novembra, sta ustanovitelja znanega sklada Berkshire Hathaway, ki ima v zadnjih 3 desetletjih v povprečju 20% letni donos, kar pa je še vedno izjemen rezultat, vendar slabši za polovico od sklada Medallion. Na tradicionalnem letnem srečanju sta Buffett in Munger več ur odgovarjala na vprašanja vlagateljev. Letos pa je bil Warren Buffett sam za mizo, prvič brez Charlieja Mungera, in bilo je očitno, da je zelo navajen njegove družbe. Najbolj ga je pa presenetilo iskreno vprašanje mladega vlagatelja. Charlie, I'm so used to that. If you had one more day with Charlie, what would you do with him? So if I'd had another day with him, we'd probably do the same thing we were doing the earlier days, but Srednji ameriški indeks S&P 500 ima zadnjih 100 let v povprečju skoraj 10% letni donos. Polovico slabše od Buffettovega sklada in 4-krat slabše od sklada Medallion. Po aprilskem padcu se S&P 500 popravlja, saj je kar 77% družb iz indeksa imelo v prvem kvartalu nadpričakovane poslovne rezultate. Ameriško gospodarstvo je vseeno v resnih težavah in Bidenove reforme so neučinkovite in minuli teden javno izpostavil znani vlagatelj, milijarder Stanley Druckenmiller, ki je v preteklosti prav tako upravljal enega od bolj donosnih skladov v ZDA. Bidenomics, if I was a professor, I'd give them an F. Why we're spending like we're still in the Great Depression is beyond me. Everybody seems to get it but Yellen, who just keeps spending and spending. And again, I think it's done politically because it's causing inflation. Ameriški osrednji indeks se je letos odrezal slabše od evropskega, japonskega in tudi slabše od slovenskega indeksa SBI Top. Američani so imeli višji donos od Angležev in Kitajcev. Hongkonški delniški indeks je v zadnjem mesecu izrazito poskočil in tudi prehitel ameriškega. Kot vidite, ima od vseh svetovnih borznih indeksov slovenski letos najboljši rezultat. Banka Slovenije je minuli teden objavila poročilo o finančni stabilnosti. Slovensko gospodarstvo je odporno na tveganja, čeprav inflacija ostaja višja od evropskega povprečja. Na globalni ravni tveganja ostajajo, kot najpomembnejše pa trenutno vidimo geopolitična tveganja. V Sloveniji so makroekonomske razmere v primerjavi z povprečjem držav Evropske unije v splošnem nekoliko ugodnejše. Še vedno pa nas vse intenzivno zaposluje inflacija.
Bančni sektor beleži zgodovinske rezultate, delnica NLB dosega najvišje vrednosti. Pretekli teden je poskočila za kar 6,5%. To je slovenska delnica z največjim donosom v prvem letošnjem četrtletju. Od začetka leta je zrasla za kar 33%. Dobiček družbe pa raste. Prvi mož NLB Blaž Brodnjak je na vlagateljski konferenci minuli teden napovedal, da bo skupina NLB v 5 letih ustvarila morda celo 1 milijardo evrov čistega dobička na leto. Napovedali so tudi višje dividende, ki naj bi se do leta 2030 podvojile. No, na Ljubljanski borzi pa je minil teden tako, da je bilo sklenjenih skoraj 8 milijonov evrov poslov. Osrednji indeks SBI Top je teden zaključil za 1,5% više. Poleg NLB so se najbolj okrepile delnice Petrola in sicer za 2,5%. Najslabše pa je prejšnji teden odnesel Telekom, ki je izgubil skoraj 3% točke. No, v zadnjem finančnem podcastu sem se s predsednikom uprave Ljubljanske borze Alešem Pavcem pogovarjal, kako bi Slovenija lahko dobila status trga v razvoju in zakaj politiki radi javno strašijo za razprodajo državne srebrnine. Mi smo pa itak že vse prodali, zdaj bomo pa še teh par firm, ravno nasprotno. Ne? Mi smo edina borza v Evropi, pa si upam trditi, da tudi širše, ne? Kjer je država lastnica vseh podjetij v prvi kotaciji najmanj 25 plus eno delnico, vseh, tudi Krke, NLB-ja in tako dalje, ne? In 3 podjetij, se pravi tretjino v prvi kotaciji, kjer je država lastnica 50 plus. Tega v Evropi ni. Svet portfelj, ki ga vodimo javno v informativni namen, torej to ni finančni nasvet, je teden končal rahlo više za slab odstotek. Donosnost je po 7 mesecih zrasla na 13,6%. Še vedno od naložb vodi rudar zlata Newmont. Zvišali smo izpostavljenost proizvajalca premoga Peabody Energy, ki je nedavno dosegel nizko ceno, vendar v zadnjem tednu še ni začel rasti. Izguba pri kitajski Alibabi se niža. No, podrobnejšo analizo pa objavim jutri v finančnem komentarju na spletni strani 24ur.com. No, Adi, predno zaključiš, koga boš pa ta teden gostil v finančnem podcastu? V četrtek pride ekonomist Branko Železnik. Torej, pogovarjala pa se bova, da na Ljubljansko borzo prihaja prvi IPO, torej prva javna ponudba po skoraj 20 letih. To bo morda zanimiva priložnost za vlagatelje. Spoštovani, hvala lepa za pozornost in uspešen teden vam želim. Seveda tudi tebi, Suzana. Enako, Adi, hvala.